Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zgodilo zanimivega v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih sklopih. In vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate tudi tokrat bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa pomeni, da dodajam moje osebno mišljenje, moj osebni komentar. Tudi tokrat smo na hitro ponovili ta malce drugačni format, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Vsega je kriv Kardile. Vsaj tako smo lahko brali, na primer v članku, ki je bil objavljen 18. maja na spletnem portalu Scuderia Fans. Kar naenkrat je Frederik Vasseur pokazal glavnega krivca za neuspeh Ferrarija SF25. To je Enrico Cardile, do lanskega leta glavni odgovorni za razvoj šasije pri Scuderii in seveda tehnični direktor. Tu je treba poudariti, da je zgodba po eni strani sama po sebi umevna. Ampak po drugi strani se moramo mi, navdušenci, začeti spraševati, kako da je Cardile kar naenkrat postal tako slab. Priznam, da sam Enrika Cardila nisem cenil, ampak ta, imenujemo jo antipatija, ni nastala v preteklih tednih ali preteklih mesecih. Prisotna je že kar nekaj let. Posebej po tistem, ko sem videl izjemno uspešni in, oprostite mi sarkazem, SF1000. A vrnimo se k Vasseurju. Če se kdo spomni članka na spletnem portalu Autoracer 4.7. leta 2023, je prav Vasseur bil tisti, ki je Cardila postavil na vodilni položaj. In poleg tega je obljubil Vasseur še nekaj, da bo v naslednjih mesecih pripeljal neko izjemno pomembno ime, ki bo pomagalo pri razvoju Ferrarija za sezono 2025. Sedaj lahko dodamo, da Loic Sarai je bilo edino ime, ki je prišlo v Ferrari, ampak na projektu 2025 ta francoski inženir ni napravil absolutno nič. In ne smemo pozabiti še nekaj. Naprimer, Reuters je 8.8. lani napisal, kako je Enrico Cardile odstopil iz svoje funkcije. Sedaj, 10 mesecev potem, je Enrico Cardile glavni krivec. Se vpraša mene, je odgovorni za situacijo, predvsem tisti, ki je neprimeren kader postavil na ključni položaj in ga tudi podpiral. Ampak to ni Cardile, temveč je Vasseur. In če hočejo pri Scuderii Ferrari napraviti korak naprej, morajo najprej napraviti nekaj prav na vrhu.
bomo videli kmalu še kakšno menjavo, ne vem, ampak takšen je moj pogled. A pustimo sedaj to in poglejmo si, kaj sem pripravil za drugi današnji sklop. Formula 1 je kmalu zašla v novo polemiko. Verjetno ste zasledili tudi sami, kako nekateri avtorji trdijo, da so z novo tehnično direktivo spremenili razmerje sil na vsakem razporedu in preprečili McLarenu, da bi uporabljal tisti fenomenalni sistem, ki ga imajo na zadnji premi. In tako so nekateri tudi razlagali, zakaj je bil McLaren v Imoli slabši. Ampak, če preberemo malce bolj resen članek, na primer tistega, ki je bil objavljen 20. maja na spletnem portalu motorsport.com, lahko pridemo do čisto drugačnih zaključkov. A ne glede na vse, mi, navdušenci, bi se morali naučiti uporabljati lastno glavo. Namreč pred začetkom vikenda, posvečenega veliki nagradi Emilia Romagna, so tehnični delegati izdali dokument, kako je bilo na veliki nagradi Miamija z McLarenom vse v najlepšem redu. In nekateri bodo histerično zakričali, saj so sedaj zamenjali tehnično direktivo. In vsaka sprememba na bolidu mora biti prijavljena. Če pogledamo zopet uradni dokument, ki nam kaže spremembe McLarena, bomo takoj opazili, da je imel res nekaj novega na zadku, kar pa se je dotaknilo samo aerodinamike bolida in ne hlajenja. Torej, zopet smo bili priča nekemu poizkusu, da bi nas, publiko, poneumljali z dobesedno teorijami zarot. Ampak marsikdaj se pozablja, da ekipe v Formuli 1 lahko FIA tudi sprašujejo. In FIA na taka vprašanja mora odgovoriti. Zato tudi nova tehnična direktiva, ki ne spreminja nič, ampak točneje definira meje, ki so jih postavila pravila. Ampak nekaterim to je izjemno težko razumeti. Glavno je, kot ponavadi, da imaš klike. A pojdimo k tretji današnji temi. Tudi v tretjem današnjem sklopu se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 20. maja. Namreč Formula 1 je podpisala dogovor z Disneyjem o sodelovanju v bodoče od sezone 2026 naprej. Tako boste lahko videli spominke, akcije in verjetno tudi v kakšnih zabaviščnih parkih, da bo Miki Miška vozil na primer bolid Formule 1 in kaj podobnega. Načeloma me to ne moti, ampak menim, da so tokrat šli pri Formula 1 managementu morda korak predaleč. Namreč od tega, da se začne delati spominke, je potrebno narediti le še majhen korak, da se bo nekdo spomnil, kako bi na primer Maxa Verstappena ali pa Fernanda Alonsa spremenil v animiranega junaka in ga dobesedno vtaknil v kakšen film z princesami Disneyja, kar bi bilo, v mojem mnenju, odraz slabega okusa in čisto nedostojno.
A v zadnjem času so pri Disneyju napravili še huje, na srečo ne v navezi z Formulo 1. Ampak pred leti, popravite me, če se motim, so napravili film o košarki, kjer so nastopali animirani liki neke nasprotne produkcijske hiše in kjer je nastopal celo Michael Jordan. Nekaterim je bilo to všeč, meni še malo ne. A upam, da se motim in da bo Formula 1 se nekako spretno izognila vsem tem pastem. Poglejmo vsi sedaj še, kaj sem pripravil za zadnji današnji sklop. A za konec pa kot običajno rahlo bolj obrobna tema. Ustavili se bomo pri članku, ki je bil objavljen na spletni strani časopisa Delo. Tam smo lahko 18. maja zasledili nekaj, kar je, oprostite, pod vsako kritiko. Zakaj pravzaprav gre? Članek kot tak nam skuša povedati zgodbo o tem, kako so nekateri posamezniki nasilni na družbenih omrežjih, kako se jih da morda tudi z lahkoto manipulirati, in kako bi bilo prav, da se to tudi skuša preprečiti. In do tu nič napačnega. Najprej bi rad poudaril nekaj, kar je mene osebno malce zmotilo. Formula 1 je za časopis Delo drugi šport. Ne vem, a v moji lestvici zagotovo Formula 1 ni drugi šport. A zanima me, po mnenju njihovega uredništva, kateri športi so oni prvi. A pustimo sedaj to, priznam, da sem sam nekoliko čuden. Napaka zagotovo ni tam. V članku je govora o Alpinu, je govora o menjavi Jack Doohan Franco Colapinto, kjer je Jack Doohan opisan kot sin nekdanjega svetovnega prvaka v motociklizmu Micka Doohana. Nekdanjega. Nisem zapazil, da nas bi Mick Doohan prezgodaj zapustil. In čeprav redno spremljam dobesedno vse, kar je objavljeno v svetu motošporta. In nisem zasledil, da bi Micku Doohanu vzeli kakšnega iz njegovih 5 naslovov v razredu do 500 kubičnih centimetrov. Govorimo o tem, da Mick Doohan je zmagal prvenstvo leta 94, 95, 96, 97 in 98. Verjetno nekaj, kar se avtorju tega, imenujmo ga sestavka, sploh ni delo pomembno. Ampak bodimo pomirjeni, to še ni vse. Sredi tega kosa svetovne literature se je znašla še ena zanimiva cvet. Namreč ekipa Alpin je postala Alpecin, kjer bi marsikdo lahko dejal, da se zgodi prav vsakemu lahko napaka. In tu bom pritrdil, še posebej, če imaš nekega honorarnega študenta, ki smatra Formulo 1 za drugi šport in mora zapolniti prazen prostor. Torej, tu lahko vidimo zopet primer, kako imamo medije, ki hočejo samo naše klike, našo pozornost, v zameno nam pa dajo nekaj, kar ni podobno niti nekemu osnovnošolskemu prevodu. Alpecin je seveda
znamka šamponov za moške, če se ne motim. In če je moje osnovno znanje kolesarstva zadostno, je tudi ta znamka pokrovitelj neke kolesarske ekipe. Ampak verjamem, v Sloveniji je kolesarstvo prvi šport, Formula 1 pa sodi v rubriko drugi šport. Tako, danes smo prišli do konca, tokrat 21. komentarja novic let. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.